Ampak, ko pa vidim po svodušu, ne vem, kaj to pomeni, prosti, komotarja kot testerja, mi je pol res jasno, da se ocenjuje za večerjo. Ker bom zdajle povedal, bi mi verjetno, če bi to vedeli, kolegi novinarski, tisti, ki se ukvarjajo z avtomobili, odsvetovali. A veš, par dni nazaj smo, oziroma so, kolegi iz 8 uredništev objavili rezultate Prima testa. Prima test je velik primerjalen test, ki ga običajno opravi 8 avtomobilskih uredništev, ki opravljajo svoje delo na področju Slovenije. Dosti preprosta stvar. In pri ta zadnjem smo v primež vzeli premijske športne terence. Segment, v katerem sta Mercedes GLC, BMW X3, Volvo XC60, kaj je bilo še zraven, Lexus NX, Audi Q5, pa Alfa Romeo Stelvio. Zdaj pa jaz, če sem čisti iskren, sem hotel tale Prima test zapakirati v običajen vlog, kjer bi se posvetil konkretni razvrstitvi, do te Ingrade še pridem, in potem tudi razložil, zakaj je bil nekdo 6., 5., 4., 3., 2. in valjda 1. Končen vrstni red je bil takšen. 6. mesto Alfa Romeo Stelvio, 5. Lexus NX, 4. Mercedes-Benz GLC, 3. BMW X3, 2. Volvo XC60, 1. je bil pa Audi Q5. Pa mogoče preden se spustimo v nadaljevanje tega vloga, še o končni razliki. Poslušaj zdaj. V skupnem seštevku je bila ta zelo majhna. Prve 4 avte je ločilo samo 44 točk oziroma 1,9 odstotne točke sta zapisala Gregor Pavšič pa Gašper Pirman, novinarja v sklopu Siologa Avtomota. Ok, zdaj pridemo pa do tistega dela, zaradi katerega danes snemam ta vlog. Kot sem rekel, ne bom delal razlage, pa opisoval podrobno, čeprav je pravzaprav to moja naloga in dolžnost, ampak danes bom prekršil pravila. Kljub temu, da zelo dobro vem, da se na mnenja posameznikov, ki se skrivajo za nadimki, ponavadi nima smisla spravljati, a se pa z njimi obremenjevati. Mislim, se z njimi ne obremenjujem. Ampak, a veš, vsake dolg časa pa prebereš tokenega bullshita, pa neresnic, da pa se mi zdi, da si pa moraš vzeti čas, pa tudi to pokomentirati. A smo za? Pa mi grede, če se ti tega ne da poslušati, dobrodošel si, da stisneš pauzo ali pa stop, pa greš spodaj pod video poklikati linke in na teh linkih boš najdel članke, prispevke kolegov iz drugih uredništev, kjer so zelo podrobno razložili, zakaj smo prišli do takšnih rezultatov, kot smo. Zakaj za hudiča je bil Q5 prvi? Kako je lahko Alfa zadnja, če vsi vemo, da je najboljša? Ja, ni najboljša, če je zadnja. A misliš, da mi te ugotovite rezultate pomeritve iz lufta potegnemo? A si ti na glavo padel? Ampak po moje bo najboljš, če jaz preberem par komentarjev. Komentar številka 1. Bi se dalo, tako kot se ponavadi to dela, napisati, kdo so bili testni vozniki, njihova izobrazba, vsaj smer, in avtomobilistične izkušnje. Konkretne, realne, ne navajate, da naprimer nekdo že 5 let dela v naprimer avtomagazinu, ker so to novinarske izkušnje. What the fuck? A veš, kakšna neumnost je zdaj to? Mislim, da smo to bralci upravičeni izvedeti, predvsem zato, da si znamo nekako ustvariti mnenje, kako kvalitetni in izkušeni ljudje so upravili to primerjavo. A veš, kaj mene čudi? Da ljudje ponovadi, ko komentirajo te zadeve, tuje avtomobilske novinarje dajo visoko nekam na piedestal, kot da so praktično polbogovi in oni veliko več vejo, kaj ni bogi slovenski avtomobilski novinarji. Ker mi smo pa vsi brez izjeme podkupljeni, nimamo znanja, navijamo sam za Nemce, skratka trosimo neumnosti non-stop in v bistvu se gremo te skupinske teste tako malo za hec. Ali pa kdo nam potala kakšno kuverto, pa se pol odločimo. Ja, seveda ja. Plave kuverte letijo, stari. Pa da se napiše naša izobrazba. Stari, fun fact. A ti veš, da ogromna količina avtomobilskih novinarjev, pa ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, niti približno ni izobraženih novinarjev. A ti to veš? Heca, ne? Najbolj hecen je to, da tudi če si izobražen novinar, to še nič ne pomeni, koliko ti veš o avtomobilih. Ker izkušnje, kilometrina, pa tehnično znanje so tisti, ki naredijo dobrega novinarja. Pa to, da zna pravilno razmišljati, pa se stvari lotevati z pravega konca.
Kaj hočem reči? Pa če še enkrat tole preberem, ne navajate, da naprimer nekdo že 5 let dela pri avtomagazinu, min grede avtomagazina, ni tukaj zraven, ampak vem, kaj si hotel reči, ker to so novinarske izkušnje. Saj, če si avtomobilski novinar, so novinarske izkušnje tiste, ki so nekaj vredne. Ali ti misliš, da avtomobilski novinarji samo sedijo v pisarni, pa si nekaj izmišljujejo, da tako malo čez okno pogledaš avto, aha, Stelvio, ja, mi je jasen, pa pol napiše. A misliš, da je to tako pri avtomobilskih novinarjih? Komentar številka 2. Glede človeškega faktorja in predsodkov nikoli ne bom pozabil predavanja, ki ga je za nas imel eden od izvedencev za prometne nesreče. Mimogrede, ti nimajo nobene veze z avtomobilskimi novinarji, ampak pojmo naprej. Na koncu je beseda nanesla o varnosti določenih znamk in je gospod vse povprek hvalil Audi. Ok, sem rekel, kaj pa Volvo, ki ga upravičeno ali ne povezujemo z varnostjo? To je res? Ah, je rekel, kupili so ga Kitajci. Ja, stari, seveda, mnenje enega, kva smo rekli, da je izvedenca za prometne nesreče, zagrab, pa ga posplošeno, kaj eno veliko marelo, vrš še skr vse avtomobilske novinarje. What the fuck? Stari, ne moreš tako posplošvati. A veš, en na jurje ljudi je smotan, pa je kreten. A je pol drugih 999 tudi? Komentar številka 3. Je pa s temi novinarskimi testi tako, da jih ni zajemati preveč resno, ker so večkrat zelo nerealni in izražajo osebno naklonjenost določeni znamki. Stari, a ti misliš, da smo mi amaterji? Mi se s tem ukvarjamo poklicno, mi se s tem preživljamo in mi tega ne delamo kar tako malo na lepe oči. Osebna naklonjenost. A veš, meni je alfa cool, jaz sem dal kar na prvo mesto. Meni je recimo alfa full cool, če sem čisto iskren. V tej zbirki, ki smo jih testirali, bi alfa verjetno vzel prvo ali pa drugo. Ampak osebna naklonjenost nikoli nima prostora v realnem avtomobilskem testu, takšen kot je recimo Prima. Ne glede na to, kaj ti misliš, ali pa česa si želiš, ker pač tvoj avto ni bil na prvo in si pol malo užaljen. 4. Zmagala je znamka uvoznika, ki največ vlaga v oglaševanje in promocijske dogodke. Le kdo bi lahko predvidel takšen razvoj dogodkov? Ja, stari. Plave kuverte so letele, vsi gremo na počitnice na Havaje, pa ne vem, kva še vse. Spet. Od kje? Dej mi povej, si za Alfa navil? A si užaljen, ker je bil Volvo drugi? Ali si mislil, da bo BMW na vrh vam prišel? Jaz ne razumem. Zakaj tolkenih predsodkov? Zakaj ni zaupanja? A mi kdo lahko pokaže konkreten dokaz, da smo avtomobilski novinarji tako fest pokvarjeni pa podkupljivi? Ain't gonna happen. No ja, možno da to obstaja, nikoli ne rečem. Ampak znotraj ekipe, ki ustvarja Prima test. Sorry, stari. Ta test je čist. Ko suza! 5. komentar, spet totalen dis slovenskih avtomobilskih novinarjev. V resnih tujih revijah jih Volvo kot družinski SUV nese vse, kot vozniški pa Alfa. Jaz smo rekli, da se Alfa praktično najbolj špele. Pa tudi pri nekih drugih stvarih je bila recimo odlična, recimo pri ceni. Veš? Ampak ni dosti, da si nekje dober, povsod drugod pa povprečen, pa boš pol na vrh, na konc prišel ven kot prvi ali pa drugi. Ne moreš. Ravno zato, ker je to objektiven test, ki je sestavljen na tak način, da se avtomobile gleda celostno, holistično. Ker avto niso samo vozne lastnosti, pa oblika karoserije. Je še kup drugih stvari, ki jih moraš upoštevati. Čist vsako posebej. Veš, kaj hočem reči? Mi je pa všeč, da sem se spomnil mandarine uporabiti. Ampak, ko pa vidim po svodušu, ne vem, kaj to pomeni, prosti, komotarja kot testerja, mi je pol res jasno, da se ocenjuje za večerjo in ne za integriteto in strokovnost. No, pa si smešen, ne, da si. A veš, se mi zdi, da se vsake tog časa kar malo pozab, ali pa mogoče ljudje ne poznajo moje pretekle avtomobilsko-novinarske kariere, da jaz delam vloge in da se malo z avti hecam in da v njih ne vem veliko. Pa očitno avte testiram v zameno za hrano. What? Stari moj, jaz tega ne izpostavljam dostkrat. Ampak jaz sem avtomobilski novinar že švoh 15 let. Vozil sem jih že krepko prek 2000. Na vseh vrstah podlagah, pridobival izkušnje povsod, trdo delal, tudi noči, prevozil ogromnih kilometrov. Govoril z nešteto inženirji, ki so zraven takrat, ko se avto dela, pa zasnuje. Pa ne pozabiti še nekaj drugega, tudi ostali novinarji, ki se delujejo pri Primi, imajo vsaj toliko izkušenj kot jaz, ali pa več. Amaterjev v tej družbi ni. In kaj si jaz vsem skupaj mislim? Generalno gledano se mi taki komentarji zdijo
ponižujoči, nesramni, predvsem pa zelo nepremišljeni. Mislim, vse skupaj je malo žalostno. Pa zelo dobro se zavedam, razumem, da je to mnenje manjšine. Mislim, saj želim si, da bi bilo tako. Mogoče se s tem sploh ne bi smel obremenjevati, se pravzaprav se ne. Ampak včasih si je pa treba vzeti čas, pa ene stvari povedati točno tako, kakor so. A veš? Ker to je pa tudi dosti pomembno vsake to časa, a ni? No, ampak če se vrnem na začetek, pa obenem naredim tudi zaključek. Speljali smo še en prima test. Oddelali smo ga profesionalno, na visokem nivoju. Avte smo gledali celostno in za tem, kar smo napisali pa povedali, stojimo. Spodaj pod komentarji pa lahko najdeš link, ki sem jih jaz tja postavil. Siol. Mimogrede, Siolovci so za ta prima test sestavili skupaj eno top shit infografiko, lepa za pogledati, informativna, boš vedel vse, kar rabiš vedeti. Automobilizem.com je naslednji link, pol je finance, pa seveda žurnal. Oni bojo vse skupaj še tako lepo razparcelirali, da mislim, da je zdaj objavljen ta generalni članek, pa se bodo posvetili še vsaki podkategoriji posebej, kako so bili določeni avti ocenjeni, pa zakaj so bili tako ocenjeni, kot so bili. Pa revija Autofocus je na to temo nekaj naredila, pa valjda ne smemo pozabiti tudi volana. Valjda so o tem pisali tudi na dnevniku in to je to. Da si nisem mislil, da bom naredil to, kar sem naredil, ampak ko gre ene stvari predelač, pa jih poslušaš že toliko časa, se ti pa zdi res neumen. Tako da dej naslednjič, ko se spravite na našo verodostojnost, pa nas pljuvate, pa govorite, da smo podkupljivi, pa da nimamo pojma, pa kakšne izkušnje. Mi že ne vemo, o čem govorimo. Zavedaj se, da takrat, ko to delaš, v bistvu s prstom kažeš nase. To je žalostno. In to je to. Ščekirajte prima test na linki, ki sem jih spodaj podal. Ajde.